Rak je ena najbolj strašljivih bolezni na svetu, je nepredvidljiv in pogosto nemogoč za ozdravitev, lahko ga le nadzorujemo. A vedno je bila ena tolažba: ne moreš ga dobiti od nekoga drugega. Pride iz tvojih lastnih celic, ki postanejo neubogljive. Vsaj tako smo mislili. Vse to se je spremenilo leta 2013. Moškega so živi požirali agresivni tumorji, ki so v celoti pripadali drugi vrsti. Ker so zdravniki odkrili na to, jih je prisililo, da so podvomili o vsem, kar so vedeli o bolezni. Januarja 2013 so moškega v naglici pripeljali v zasedeno bolnišnico v Medelinu v Kolumbiji. Bil je v slabem stanju, trpel je zaradi hitre izgube telesne teže, vztrajne vročine in imel je medicinsko zgodovino okužbe z virusom HIV. Zdravila so mu sicer pomagala, vendar jih je nekaj mesecev prej prenehal jemati. Vsak od teh dejavnikov bi lahko povzročil zdravstveno nujo ali pa vsi skupaj. HIV ni redek v Kolumbiji in za razliko od mnogih držav, kombinacija revščine in slabše zdravstvene infrastrukture pomeni, da manj ljudi vztraja pri režimu zdravljenja in jemanja zdravil, potrebnem za dolgoročno preživetje ob tej okužbi. Začetni simptomi utrujenosti, kašlja in izgube telesne teže so bili skladni s to diagnozo, vendar je bila oteklina nenavaden stranski učinek. Še bolj so bili presenečeni, ko so pogledali pobliže. Bilo je jasno, da je moški resno bolan, zato so opravili vrsto testov. Njegov HIV status je pokazal, da se je njegova virusna obremenitev močno povečala. Vzeli so vzorce blata, ki so razkrili okužbo s trakuljo v njegovem prebavnem traktu. Natančneje, šlo je za Himenolepis nano, pritlikavo trakuljo, ki je pogosta pri ljudeh, zlasti v zmernih podnebjih. A najbolj zaskrbljujoč del njegovega stanja se je pokazal na rentgenskih posnetkih. Po celem telesu je imel tumorje. Moški je zelo težko dihal, kar ni ustrezalo drugim vzrokom za njegovo stanje. Rentgenski posnetki njegovih pljuč in bezgavk so pokazali, da je bil navidezni rak skoncentriran tam. Medtem ko so nekateri tumorji benigni in jih je mogoče varno odstraniti, pa takšna množica običajno pomeni maligni rak, zato so hitro odvzeli vzorce za biopsijo. Ko so rakave celice pregledali pod mikroskopom, je primer postajal vse bolj nenavaden. Celice sploh niso bile podobne običajnim rakavim celicam, pravzaprav sploh niso bile videti človeške. Moški je hitro slabšal. Nenavadne tuje celice so povzročile tumorje v velikosti golf žogice v njegovih bezgavkah, zaradi česar je imel težave že pri obračanju glave. Njegovo dihanje je postajalo vse bolj oteženo. Običajno zdravljenje raka s kemoterapijo tukaj ne bi pomagalo, predvsem zato, ker nihče ni vedel, kako bi kemična mešanica delovala proti parazitski okužbi. Toda njegova zapuščina, kot eden najbolj nenavadnih medicinskih primerov v zgodovini, se je šele začela. Prava medicinska skrivnost je v bolnišnici redkost. Za tiste, ki poskušajo rešiti življenje, je to lahko prava nočna mora, za patologi pa je to lahko uresničitev sanj. In takoj, ko so uporabili močnejše mikroskope, je postalo jasno, da to ni primer, ki bi ga rešili v bolnišnici. Biopsija je bila eden najbolj zmedenih izvidov, kar so jih kdaj videli v bolnišnici. Te majhne celice so bile do 10-krat manjše od običajne rakave celice, kar je ustvarilo v najboljšem primeru nejasno sliko. Bolnišnica je poslala slike patologom v bolnišnicah in raziskovalnih centrih, s katerimi so bili v stiku. Eden od teh znanstvenikov je bil dr. Etis Munenbach, raziskovalec in patolog v centrih za nadzor in preprečevanje bolezni. Tudi za Munenbacha je bil to nenavaden prizor. Vzorce iz biopsije ni mogel povezati z nobenim stanjem, ki ga je kdaj videl. Videti so bili kot plasti in skupki tesno zbitih celic, ki so se obnašale povsem drugače kot človeške rakave celice. Pravzaprav je sprva mislil, da gre za sluzzasto plesen. Jasna je bila le ena stvar. Celice so bile v gibanju. Tako kot druge rakave celice so se hitro razmnoževale. Prav tako so izpodrivali svoje tekmece na še bolj življenjsko nevaren način kot večina človeških rakavih celic. Za Munenbacha je to predstavljalo potencialno eksistenčno grožnjo. V Kolumbiji je moški še naprej ostajal v bolnišnici, njegovo stanje pa je bilo skrivnost. Ker njegova domnevna rakava bolezen ni ustrezala nobenim medicinskim zapisom, so se v bolnišnici osredotočili na paliativno oskrbo. Minilo bo več kot 2 meseca, preden bo prišlo do prvega preboja v primeru. CDC je opravil širok spekter PCR testiranj na vzorcih, vzetih iz kolumbijske bolnišnice, in preverjal genetski material za širok nabor možnih vzrokov. Ko pa so končno dobili rezultate DNK analize tumorskega tkiva, se niso ujemale z ničemer človeškim. Da, moški je imel raka, vendar to ni bil njegov rak. Izviral je iz okužbe s trakuljo v njegovem telesu. Prvič je tuj organizem uspelo navidezno prenesti raka na človeka in ustvariti novo in nenavadno bolezen. Ta rezultat je popolnoma spremenil smer preiskave in rutinsko iskanje bolezni spremenil v nekaj veliko bolj srhljivega. Leta 2023 so kolumbijski zdravniki poskušali pri njem diagnosticirati drobnoceličnega pljučnega raka.
Res, da so bile celice manjše od povprečja, a je bilo dovolj blizu. Ko so prvič postavili diagnozo in identificirali DNK trakulje, je bilo že prepozno. Moško stanje se je močno poslabšalo, saj se je rak razširil po njegovem telesu. Bil je priklenjen na posteljo, komaj je lahko dihal in po 72 urah je umrl, še preden bi sploh lahko pripravili načrt zdravljenja. Toda skrivnost je ostala. Preživela bi moškega skoraj 300-krat dlje, kot je bila njegova preostala življenjska doba. Živel je le še 3 dni po diagnozi, vendar so znanstveniki potrebovali 2 leti in pol, da so opravili celotno gensko sekvenciranje, potrebno za mapiranje rakavih mutacij trakulje. V teh 2 letih je bilo več različnih testov pozitivnih na človeško DNK, vendar so bili vsi napačni. Celice trakulje so bile dovolj podobne drobnoceličnemu pljučnemu raku, da so bili lažni rezultati večkrat posredovani naprej. Znanstveniki so spregledali namige, ki so bili tik pred njimi. Medtem ko so zdravniki in raziskovalci preučevali moška pljuča, pa se je prava groza dogajala v njegovih črevesjih. Trakulja je ena najbolj ogabnih živih bitij. Naseli se v prebavnem traktu človeka, se hrani z enakimi hranili kot gostitelj in raste. To je privedlo do tega, da si je trakulja pridobila morbidno skupino privržencev kot pripomoček za hujšanje. Seveda pa je trakulja, v nasprotju z dieto in vadbo, dejansko nevarna za svoje gostitelje. Večina trakul se razmnožuje preko človeških iztrebkov. Jajčeca trakulje pristanejo v blatu, ki nato vstopi v kanalizacijski sistem. Jajčeca pa pojedo druge živali. Ličinke trakulje se izležejo v teh vmesnih gostiteljih, preden najdejo nove človeške gostitelje, kjer začnejo svoj dolgi, odrasli življenjski cikel. To je ogaben življenjski cikel, vendar obvladljiv za večino ljudi, z izjemo ene vrste, pritlikave trakulje. Redko preseže dolžino 4 cm in širino 1 mm. Zaradi tega jo je veliko težje zaznati in se je znebiti. Tako kot druge trakulje se skavli in priseski pritrdi na sluznico prebavnega trakta. V človeško telo vstopi preko stika z njenimi jajčeci, ki se pogosto širijo s kontaminirano hrano. Toda to, kar počne, ko je enkrat v notranjosti, jo naredi veliko bolj nevarno, kot bi pričakovali. Nadaljuje svojo pot. V dovzetnem gostitelju se lahko jajčeca odložijo, izležejo in začnejo cikel znova. Ni običajno, da bi imel posameznik več kot eno trakuljo druge vrste, kar v nekaterih primerih omogoča, da parazit zraste do zaskrbljujoče dolžine. A veliko bolj nevarno je, kadar imajo konkurenco, saj lahko populacija pritlikave trakulje uide izpod nadzora, če je ne zdravimo. Takrat začne resno vplivati na delovanje telesa, kar vodi v hitro izgubo telesne teže, ko populacija strmo naraste. Tako kot vsaka celica, se lahko tudi celice trakulje ob razmnoževanju mutirajo. Pri vsakem organizmu obstaja tveganje za raka, vendar je pri manjših organizmih veliko manj verjetno, da bi ljudje to opazili. Okuženi primerek pa običajno hitro pogine. Toda tokrat je bilo okolje nekoliko preveč gostoljubno. Zaradi pomanjkanja zdravljenja in dostopa do virov je moški, ki se je leta 2013 pojavil v bolnišnici v Medellinu, dovolil, da se mu je v črevesju razvila kolonija trakulj. Na neki točki je ena izmed njih razvila raka in preden je lahko umrla, so se njene mutirane celice prenesle van. Parazit je dejansko razvijal lastne tumorje, medtem ko je živel znotraj drugega organizma, in ti tumorji so se razmnoževali skupaj z njim. Sčasoma se je zdelo, da se je zgodilo nekaj še bolj nenavadnega. Rak se je očitno zavedal, da bi gostitelj lahko bil boljše mesto kot trakulja. In tako se je začel eden najbolj ogabnih pobegov v medicinski zgodovini. Toda kako so rakave celice tujega organizma preživele v človeškem imunskem sistemu? Dejstvo je, da imamo vsi parazite. V vsakem trenutku je človeško telo dom milijarda mikroskopskih organizmov, ki opravljajo vzajemno koristno vlogo. Čeprav ni enotne ocene, so črvi v prebavnem traktu ter pršice na koži in laseh izjemno pogosti. V večini primerov ti organizmi tiho sobivajo v telesu, ne da bi povzročali škodljive učinke ali pa jih človeški imunski sistem sčasoma uniči. Toda to ni bila povprečna oseba. Trakulje in njihov rak so bili tisti, ki so nazadnje ubili moškega v Medellinu, vendar je bila njegova usoda zapečatena že veliko prej. Vzrok njegove bolezni je bil njegov HIV pozitivnost. V sodobnem času veliko ljudi z virusom HIV živi povsem normalno življenje, razen rednega jemanja zdravil. To jim omogoča, da z rednim jemanjem terapije dosežejo nezaznavno stanje, pri katerem se virus ne more prenesti na partnerje ali prihodnje otroke. Če pa ta režim opustijo, gre hitro vse narobe. V preteklosti je bil HIV smrtna obsodba, ker je vodil do AIDS-a, ki je uničil človeški imunski sistem in odpravil odpornost proti običajnim boleznim. Zelo malo ljudi, ki so umrli zaradi epidemije AIDS-a, je ubil sam virus. Umrli so zaradi običajnih dihalnih bolezni ali okužb, ki bi jih zdrava oseba lahko premagala. Virus prizadene število celic CD4, znanih tudi kot bele krvničke. Testi so pokazali, da je bilo število belih krvničk pri pacientu le okoli 2% tistega, kar bi imel zdrav človek.
Vojska, ki gre v vojno, z 2% svojih mož bo poklana. Nezdravljena okužba s trakuljo pri zdravi osebi bi bila hitro opazna zaradi izgube telesne teže, vendar bi verjetno ostala v prebavnem sistemu. Tukaj pa se to ni zgodilo. Ker so bile naravne človeške obrambe tako šibke, so lahko mutirane celice trakulje okužile kar stene črevesja. Od tam so začele nemoteno potovati po krvnem obtoku. Kmalu so bile v bezgavkah in njegovih pljučih, kjer so se razmnoževale. Medtem ko je bila vrsta same trakulje še vedno omejena na njegovo prebavno cev, so mutirane celice našle nov dom, ki pa ni bil združljiv z nadaljnjim preživetjem gostitelja. In tragično pri vsem tem je, da bi se temu lahko izognili. Lahko bi domnevali, da je HIV, če že ne ozdravljen, vsaj obvladan. Za večino ljudi v Združenih državah in Evropi njihovo zavarovanje krije zdravila za HIV in lahko z ustrezno skrbjo nadaljujejo s svojim življenjem. Toda po svetu vsako leto zaradi AIDS-a umre približno 630.000 ljudi. V nekaterih državah preprosto ni infrastrukture za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva, zato se mnogi zanašajo na programe kot je USAID, ki omogočajo dostop do zdravljenja. V drugih državah se ljudje s HIV bojijo razkriti. Največji vzrok tega smrtonosnega kroga pa je preprosto revščina. Veliko ljudi v državah kot je Kolumbija si zdravju ne more privoščiti, če niso ustrezno zavarovani. Čeprav nikoli ne bomo vedeli, ali je bilo tako pri tej žrtvi, je opustitev njegovega zdravljenja proti HIV omogočilo, da je njegovo telo postalo dovzetno za okužbo. A tudi to bi lahko preprečili. Tragično je, da obstaja zdravilo z imenom Praziquantel, ki se uporablja za zdravljenje širokega spektra okužb s parazitskimi črvi. Uporablja se za zdravljenje okužb pri hišnih ljubljenčkih, vendar ga je mogoče uporabiti tudi za zdravljenje ljudi. Pogosto ga predpisujejo za zdravljenje okužb s trakuljami, vendar je za pridobitev še vedno potrebna tako ozaveščenost o bolezni, kot tudi dostop do zdravila. V tem primeru moški ni imel niti enega, niti drugega. Zdravilo običajno stane med 27 centov v mnogih državah v razvoju, zaradi česar je eno najbolj dostopnih zdravljenj. Toda ko je bilo najbolj pomembno, je bilo še vedno nedosegljivo. V tem primeru je bolnika pogubila tragična serija nesporazumov. Nihče ne ve, ali je bil moški že preveč bolan, da bi ga lahko rešili, ko je prišel. Njegova virusna obremenitev zaradi HIV-a je močno narasla in morda je bilo brez zdravljenja že predolgo, da bi lahko učinkovito obrnili stanje. A okužbo s trakuljo, ki je na koncu povzročila njegovo smrt, bi lahko pozdravili za manj, kot stane ena steklenica vode. Če bi ta moški živel v državi z nižjo stopnjo revščine in bolj stabilnim zdravstvenim sistemom, bi ga najverjetneje rešili že veliko prej, preden bi stvari prišle tako daleč. Bil bi pod oskrbo zdravnika, ki bi spremljal njegovo zdravljenje HIV-a in bi ga kontaktiral že veliko prej, preden bi ostal brez zdravil več mesecev. Ko je prišel z okužbo s trakuljo, ki se je spremenila v rak tujega izvora, dostop do vrhunskih patologov ni pomenil ničesar. Nobena bolnišnica na svetu tega ne bi mogla diagnosticirati prej, ne brez specializirane pomoči. Nekaj takega se še nikoli ni zgodilo in najbolj strašljivo je, da se bo to zgodilo znova. Ko so ljudje prebrali nenavadno študijo primera o moškem, ki se je okužil z rakom trakulje, se je mnogim zastavilo vprašanje: se lahko to zgodi tudi meni? In odgovor je ne, a hkrati tudi da. Grozote, ki so doletele tega moškega, so bile posledica napak na različnih ravneh. Njegovo zdravje so pustili, da se je poslabšalo do te mere, da je okužba ušla izpod nadzora. Nato pa bolnišnica ni imela dovolj sredstev, da bi ga hitro diagnosticirali in zdravili. Oddaljenost in pomanjkanje neposrednega dostopa sta ovirala prizadevanja CDC pri postavljanju diagnoze. H-nana je eden najpogostejših parazitov na svetu, saj vsako leto okuži do 75 milijonov ljudi po vsem svetu. Za mnoge izmed njih bi bila to le nekoliko nadležna okužba, ki bi jo odpravili z nekaj tabletami. Za druge, ki nimajo dostopa do tega, pa bo to vztrajna bolezen, ki jim lahko skrajša življenje. Toda med 75 milijoni ljudi, kar je približno toliko kot skupno prebivalstvo Združenega kraljestva in Irske, je verjetno veliko ljudi z virusom HIV, še posebej v državah v razvoju. Zdaj je lahko vsak izmed njih ranljiv. Glede na to, kar je zdaj znano, primer moškega z rakom trakulje ni bil začetek nove vrste parazitske epidemije ali nenavadne mutacije, ki bi prevzela človeško vrsto. Namesto tega je parazit počel točno to, kar vedno počne. Se prehranjeval, rastel, mutiral in se razmnoževal. Razlika je bila v okolju znotraj gostitelja, ki je tem procesom omogočilo, da so se odvijali brez nadzora. Rezultat je bil redek, zaskrbljujoč in usoden za enega človeka, hkrati pa je sprožil širšo skrb. Ob pravih pogojih bi lahko podobne ranljivosti obstajale tudi pri drugih bolnikih po svetu. Najhujši scenarij, ki so se ga mnogi bali, ko so se pojavile novice o nenavadnem primeru, se na srečo ni uresničil. Ni nove oblike raka, ki bi pravkar preskočila s trakulje na človeka. Namesto tega odkrivamo zaskrbljujočo novo ranljivost v lastnem telesu. Če naš naravni imunski sistem dovolj oslabi, postanemo ranljivi ne le zato, ker se naše lastne celice obrnejo proti nam, ampak tudi zato, ker nas paraziti okužijo s svojimi celicami. In to pomeni, da bomo morda morali ponovno premisliti, kaj rak pravzaprav je.
Prvič smo videli, da se je tuja celica razrasla v človeku, uporabila njegovo kri in mikrobiom za rast ter na koncu ubila gostitelja. To ni bila načrtovana parazitska okužba. To je bilo enako, kot če bi nekdo šel na samopostrežni bife in se najedel do slabosti. Moški je bil še posebej ranljiv, mutirane celice trakulje pa so bile izjemno požrešne. Ampak če se je to lahko zgodilo enkrat, se lahko zgodi še enkrat in patologi povsod bodo zdaj vsako biopsijo pregledovali nekoliko bolj previdno, za vsak slučaj, če morda ne gre za človeško bolezen, s katero imajo opravka. To ni edina grozljiva medicinska zgodba, ki vključuje parazita. Nekateri popolnoma prevzamejo nadzor. Oglejte si video o najbolj bolečih parazitih, ki okužijo ljudi, da izveste vse grozljive podrobnosti. Ali pa kliknite na ta video.